Gledate oddajo Klepet ob kavi. Zdravo, živo slavo! Danes bomo govorili o samorealizaciji. Torej, kako lahko postanem to, kar v svoji osnovi že sem, kako lahko izpolnim vse svoje potenciale in ženske to počnemo vsak dan, ko si damo gor make-up. Ja ali ne? No, ampak všeč mi je, zadnje čase je kar ta kampanja prisotna, ženske, pokažite se, kakšne ste brez make-upa, kakšne ste brez ličil, in gledalka nam je poslala tole fotografijo, za katero ji čestitamo, ampak le, kako je lepa brez ličil. In moški velikokrat rečejo, da so njegove ženske lepše brez ličil, kakor z ličili. In evo, spodbujam to kampanjo tudi jaz in evo tudi moja fotografija brez make-upa, ker nažalost takale ne zgledam zjutraj, ko se zbudim. Evo, taka frišna, surova, tole je dejansko zelo zgodna jutranja fotografija. Je pa fotografijo brez ličil pripravila tudi moja današnja gostja, ki nam bo podala kar nekaj konkretnih nasvetov za samorealizacijo, ne v smislu ličil, ampak popolnoma v drugem smislu. Je karmična diagnostičarka, bere akaške zapise in še kaj, in tukaj jo lahko vidite brez make-upa. To je Aleksandra Winkler-Drole z make-upom in samorealizirana v smislu zunanjosti pa tukaj. Živjo! Tako se počutva lepše pred kamerami, recimo, čeprav ne smemo imeti ženske res nič proti temu, da smo lepe tudi prav brez nič. Brez nič, take v Evinem kostimu, ko se zjutraj zbudimo. Nekomu smo sigurno najlepše, ti smo kaj zraven nas, ne? Pa še sebi. Mogli bi biti tako, ne? Ja. Zdaj, pri sami samorealizaciji, o kateri bova govorili, ki prihaja od znotraj, ne tukaj od zunaj, ne? Ja. Je tebi to uspelo? Na kakšen način? Kaj to v bistvu sploh pomeni, da dosežeš svoje cilje? Ali v čem je finta? Tudi, ampak mi imamo svoje cilje toliko časa razumsko zastavljene, dokler ne dosežemo en višji cilj, višji namen, ki pa ni z našega razuma. Zato imamo pač mi različne komponente osebnosti. In vemo, da športnik hoče svoj cilj, najboljši športni možen rezultat, hoče premagati sebe. Ne vem, duhovni mojster lahko celo, a nek duša ima tudi svoje percepcije, hoče se odpovedati posvetnim užitkom, da doseže svoj duhovni cilj. Ne vem, potem imamo misleca, ki ure in ure si predstavljamo knjižnega molja. Ampak načeloma je to človek, ki se skozi različna obdobja življenja spreminja, v smislu, da se nadgrajuje. Lahko je to ena in ista osebnost, celo življenje ostane športnik in samo o športu razmišlja in sebe identificira. Jaz sem športnik, jaz sem enako moji rezultati. Ali pa mislec, jaz sem doktor znanosti, ne vem, magister, in sebe doživlja samo kot svoje mentalne rezultate. Kako si pa ti sebe oplemenitila in samorealizirala? Evo, super, hvala za to vprašanje. Tle se sicer ne bi rada nič hvalila. Zakaj pa ne? Ne bi se rada hvalila. Jaz sem mislim, tako bom rekla. Jaz sem rada na krožniku vse pisano. Kako bi rekli, ne bi rabila samo duhovnosti brez seksa ali pa ljubezni, nič mi ne bi pomenil en odnos, kjer ni tudi duhovne komponente, in nič mi ne pomenila nobena diploma, če ne tudi skrbim za fizično telo. Se pravi, jaz sem tlele probala svoje življenje tako že odvedno, a ne, se mi je zdelo, da je človek srečen, če ima pisan krožnik, beljakovine, minerale, vitaminčke, rudnike. Se pravi, dober seks. Itak, ljubeči odnos, a ne, ker vemo, ljubezen je eno, seks je drugo, a ne, to so dve stvari. Fajn kariero. Kariero, čim bolj fajn, ampak tako, da te navničuva psihično, pa bi se reklo, ja. Se pravi, otroke, pa to, da se počutiš duhovno sprejet, socialno sprejet, ker je ful velika razlika. Recimo, a imaš ti ljudi, ki te noter zastopijo, ali jih nimaš, a ne? Ali pa jih imaš zelo malo, a so takrat ob tebi, ki jih rabaš. In to niso Facebook friendi, čeprav vem, da jih imaš veliko, gledajo tvoj Facebook live, tudi po oddaji. Me imajo radi, ker sem jim koristna. Ampak pardon, izrazu, vsi smo egoisti. Ampak tudi o egotu bomo nekaj povedali, a ne? Ker bom rekla takole, jaz
na vprašanje, če sem se samo realizirala, jaz sem ful srečna, da imam moj pester majčken krožnik, ker je vsega po malček. Res, da bi mogoče hotel imeti človek še nekaj več. Zmer hoče večji krožnik, ne? Ja, samo to je prav, a ne? In to je tudi zdravo, ampak ne v tej meri, da gremo čez. Ampak midve greva zdaj iz kulinarike v nautiko, ne? Tako, v nautiko, ja. Ja. Spomini na morje, na barčice, na take stvari. Odlično. Jaz kar predlagam tukaj le tabla, po moje, ni kar za brez veze, tudi tabla se bo samo realizirala zdajle, ne? Se bo, se bo. Pa jo dejva kar realizirati. Kaj zdaj to, kako nautiko se zdaj to mi gremo? Kako nam boš to razložila, da bomo štekali? Evo, jaz bom zdajle razložila komponente naše osebnosti. Dobro. Se pravi, sestavne dele našega, tega, kar pač kako doživljamo sebe. Recimo, tlele bom narisala, to bi bilo dno barčice, to je čovn. A smisla, da je banana? Ok, ne, to je čovn, se lahko še malo popravim, pol se bo takoj videlo, kaj je to. Se pravi, no, to bi bilo, to je čovn, hočem narisati jadrnico, ampak nismo še. In to predstavlja telo, ne? Telo. Fizično telo, rečemo. Fizično. Ok, se pravi, barka je fizično telo kot tako. Naše fizično telo predstavlja barka. In ker ni dovolj, vemo, da nismo mi samo fizično telo, da imamo še kaj drugega, bomo zdajle narisali jambor. Jambor. Se pravi, če hoče ta barčica obstajati, mora imeti tak jamborček. Jambor. In to je višji jaz, ne? To je v bistvu samo jaz in ni še višji in nižji, ampak je oboje, bova videli J, A, Z. Tako, upam, da se tole lepo vidi. Lepo vidim. To je jaz. Jaz vsebuje komponente višji jaz ali pa nižji jaz. Nižjemu jazu pravimo tudi ego. In tudi o tem bomo pol rekli, ampak zaenkrat je to samo jaz. In če hoče tole barčico, če hočemo usmerjati, rabimo neko krmilo, seveda, in jaz bom tlele narisala, to zgleda nekako takole, da od tlele, to je pol v barčici, to bi lahko črtkano naredila. To je krmilo, da vemo, kam gremo. Tako, in s tem obračamo smer. Smer, kam bomo šli. Smer ji predstavlja, samo malo, da bom jaz tole takole, razum. To je naš razum, ki usmerja tole barčico. Takole. Ampak nekaj nam pa vendarle še fali. Ja, nam še fali. In poleg tega bomo mi zdaj tisto, ne nazadnje, čeprav bom ta zadnje narisala, to so tale jadra in veter. To je veter, se pravi, piha veter, tole jadro in to je duša. Duša? Duša je to. Ok, ampak kakor se meni zdi, na konc dneva je, imaš lahko fajn krmarja, pa imaš lahko fajn fizično telo, torej tole, ampak če pa nimaš jadr odprtih, pa nikamor ne boš prišel, ne? Nikamor ne boš prišel. Duša v bistvu je tisti najbolj tihi del te osebnosti in pogosto rečem, da tudi dušo preglasijo druge komponente. Tako da zdaj, če se hočemo samo realizirati, morajo biti vse te komponente pri nas v redu, zdrave, kar ni zadost, še med sabo se morajo ujemati. Ok, razumem. Se pravi, ni dost, da delamo zdaj sam na duši, pa cele dneve meditiramo, pa tako naprej, pa smo bolani, imamo slabo fizično telo. In ni dost, da imamo samo zdravo fizično telo, je treba delati tudi na dušni ravni. In tudi pazimo, na dušni ravni, ko delamo, da delamo po zdravi pameti, ker mi imamo še zmerom razum. Mi, kad delamo ene duhovne stvari, danes današnji novodobni človek v tej vodnarjevi dobi ne mara več dogem. Ljudje nočejo več, to je pa tako. Zakaj pa je to tako? Ja, to je tako. Se pravi, to so dogme. Jaz probam stvari na tečaju pojasniti na
razumu dopadljiv način. Ja. Se pravi- No, tale jadrnička je bila kar dopadljiva, tako da hvala ti. Evo, kar Hvala. izvoli se usest. Torej, rabimo več informacij, ne bomo kar rekli, aha, tole pa zdravo, zagotovo, zdaj bomo pa kar šli, če dejansko ne začutimo tega verjetno, a ne? Ja, vsako stvar moramo razumsko presoditi. Recimo, jaz sem tudi dostikrat padla na finte. Toliko so mi predlagali, da je nekaj pomembno zame, da sem zapostavila neke druge stvari. Se pravi, sem sledila nekim vplivom. Ampak se to je v redu, to pomeni, da nam ne morejo več tukaj megle prodajati. Ja, super je. Tako da fajn je, da ljudem poveš, ej, ti si razumsko bitje, ti moraš stvari razumeti, pa če so še ne vem kako abstraktne, duhovne, tudi če so pojmi duša ali pa tako, ko bomo imeli v naslednji oddaji, ko bomo šli še globlje o duši razlagati, ne, da ljudem to na čist razumski, logičen, dopadljiv način poveš, ker mi ljudje moramo najprej skozi razum sprejeti. Ampak se potem ugotoviš, da se vse v bistvu povezuje. Imamo tudi en miselni vzorec pripravljen, ki Zelo bi nam lep, ga ja. lahko razložila Ja. na tak čim bolj simpel način, da bomo razumeli. Torej imamo 3 točke, Tri kakor vidim, ne? komponente, ki nam pomagajo pri samorealizaciji in to je moje darilo gledalcem. Tako da to je tudi sestavni del mojega tečaja nadaljavo. In te osnovne 3 komponente sem pripravila ravno zaradi tega, ker ljudje preveč mislijo, da se jim bo nekaj zgodilo in ne delujejo nič v tej smeri. Se pravi, ta prva stvar, da se nam nekaj zgodi, mora biti naš namen. Se pravi, mi rabimo, prvo stvar je namen. Na namen vplivam z voljo. Se pravi, naprimer, jaz imam namen shujšati, a pa imam voljo. Se pravi, več ko je volje, več je možnost, da se tisti namen meni uresniči. Ali Ker pa- je volja, je tudi pot, ne? Lahko, ampak ne pa zmerom. Skozi zaprta vrata še zmerom ne pridem. Ali pa. Tako da morajo tudi tle paziti. To so pa že lahko slepila, če ima nekdo ful neka prepričanja, neke vzorce. Jaz sem malo skeptična do tega, a ne, da se pač ene fraze ponavljajo, ker spet rabimo vedeti. In poleg tega rabimo mi eno vsebino. Ne? Mi rabimo eno vsebino Torej, in razum, zunanjo formo. volja, namen. Ne, najprej je namen, potem je vsebina, potem je neka zunanja forma. Se pravi, zunanja forma je to, kar recimo reki daje struga. Naši duši daje naše telo. Se pravi, tlele imamo čaj, rabi skodelico, po primorsko rečemo šalca, a ne? Pri nas tudi na A je tudi, Štajerskem. ja, vi ste na Štajerskem, nisem vedela. Ja, A res? šalca. A ja, šalca, no, pol smo isti, imamo vsi šalce, pa glaže, kozarce, kaj imate? Kozarce ali glaž. glaže? Glaž, mi imamo tudi glaž. Glaž vina in šalca kafeta imamo ponavadi doma. No, ampak pravijo, da moraš se naučiti slovensko, tako da te vsi razumejo, ampak itak mene vsi razumejo, ne? Če ne, z besedami eni pravijo, da me prav čutijo, To ti piše tudi na Facebook Live, a boš imela tudi danes Facebook Ja, Live po oddaji? ja. Ej, vabljeni vsi pridite na moj Facebook, jaz imam 2 ali 3 Facebooka, bom imela Facebook Live in eno mečkano darilčke za tiste, ki me lajkate, ki me všečkate, ki ste moji sledilci. Jaz imam 2 Facebooka oziroma še več, ena je Aleksandra Drole, pa imam še Aleksandra Winkler Drole. Ja. Tako da na en ali drug... In bolj se tam čutite. Ja, oni mene pravijo, da čutijo, jaz pa njih prečitam. Jaz pa tam, ko me vpraša, jaz pogledam zdaj, lahko naredim eno degustacijo. Se pravi, ne moreš vsakemu od svojih Facebook prijateljev še enkrat večerjo, a ne, vabiti na večerjo. Lahko pa daš en biškotek, a se zastopa. Ja. Če imaš doma tovarno biškotov, Ja. ne vem. Se pravi, Facebook degustacija. 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 Biškotki bojo, ne bo večerja, se pravi, ljudje bi tudi ratejo pol lačni, bi radi večerjo. Ampak prej si rekla razum. Ja. Ti si rekla zdaj, da svoje Facebook, pa tudi ljudi, ki pridejo k tebi na seminarje nadaljavo, pa tako naprej, da ti njih prebereš, da ti njih ne vem karkoli. Prej si nas naučila, da moramo razum uporabljati. Ja, ampak oni, ko to zaslišijo, Ja. recimo, lahko se strinja, lahko se ne bi. Ja, to že. Ja. Ampak kako razumsko nam razložiš, kako ti njih lahko prebereš? Povem jim o njihovem sedanjem življenju, ki je posledica prejšnjega življenja. Ampak kako ti to veš? Odkot?
od gor, od unih. Od gor, od Tako, ko unih. imaš ti dar govora, tako imam jaz dar videnja. Od kje znaš govoriti? A so me v šoli, so vse nas učili v šoli, se obstajajo seminari za dobrega voditelja, za dobrega govornika, ampak vsi ne moramo biti dobri voditelji. To je tudi skrivnost, kako ugotoviš, katera je tista tvoja glavna komponenta osebnosti, a ne? In dobiš tudi božansko podporo na tistem delu, če delaš božansko. Tako da vsak je za neki. Se pravi, lahko se eden matra, pa nikoli ne bo dober kuhar, drugi ne bo nikoli dobra šivilja ali pa kleklala prtičke, tretji ne bo nikoli odličen govornik. Ampak če res tisto jaz preberem, recimo, da se mi dve ne bi nikoli poznali, ampak resnično nikoli. Ne? Ja. Jaz ne smem človeka nič videti in mi tudi svoje štorije in svojih problemov ne sme. Jaz to vljudno prosim vse, da mi ne opisujejo, jaz sem v taki situaciji, pomagaj mi. Ej, sorry, kolegica, glih kar si naredila en kiks. Se pravi, nič vedeti. Človeka, ki ga ne vidiš, ki ne veš nič skozi razum o njemu, je najlažje. Pa da ga pol prebereš. Prebereš in zadovoljni 100%, če ne vrnem denar. A res? Ja, itak. Ja. To Res. bereš te akaške zapise. Ja, skozi akaške zapise. Z vstopom v akaške zapise preberem o njegovi duši, a ne? Ampak duša se spomni tudi, če se je kaj zgodilo na fizičnem telesu, ker duša ima svoj spomin. A ne? Ampak kaj pa so akaški zapisi? To se tako sliši. Ja, abstraktno. Ja. To so baza podatkov na eterični ravni. A, Se pravi, to je internet na eterični ravni. A se, če bi naši noni razlagali... A pol je Google tam tudi? Nekaj tazga. Okej. Če bi moji noni razlagali, da bomo imeli enkrat v prihodnosti taki takole, ki se bomo mi nadaljavo, bi rekel, tisto ni nič. In tako danes se reče, tisto ni nič. Ampak kaj enkrat mu prebereš, ka mu je jasno, zakaj je on tukaj in zdaj, da je to posledica neke zgodbe iz neke prejšnje inkarnacije. Pa imaš ti to sposobnost on demand, v smislu, kakor imamo pogled za nazaj, Ja, ali pa tudi če ti enega vse. vidiš, pa če hočeš ali pa ne boš zvedla stvari o Ne, njemu. mora on hoteti. Aha. Je tako, kot pri zobarju. Da ni vsiljivo. Ne moreš, to je tralala, to ne verjemi drugim. Se pravi, zobar, ki te vidi, te ima lepe zobe, ampak še vedno ne ve, kaj je tam zadaj, dokler mu ne prideš do njega, se usedeš na stol, mu opreš usta in mu dovoliš. Če meni človek ne dovoli, konc. Se pravi, tudi zobarju, če ne dovoliš, ne more. Tudi ne bo, ker ga ne rabi on. Ampak pri zobarju moraš malo usta odpreti. Ful. A se moraš pri tebi tudi kaj odpreti? Ja, itak. Sem, kako bi rekla, v 99% se, a ne? Tako da, kakšen se ne, a se ne more, pač to je tako. Lahko ti dan ni pripravljen, pa bo drugič. To mi zdaj povej, ta degustacija Facebook Ja, pa to, ja. ne? Kakšen bo ta piškot? Ta biškot bo danes osnovna karmična lekcija v tej inkarnaciji. Tisto, kar imaš najbolj glavno v tej inkarnaciji. To še ne pomeni, da če ti rečem, da imaš, naprimer... To je torta, to ni piškot. Se to bo samo 2-3 stavke, vsak mu povem, ker to jaz drugače 1 uro rabim, da skuham ta pravo večerjo za enega, ki je pol 10, ne. Ali pa rabim 1 leto delati s človekom, da ga vodim, da sploh določene komponente osebnosti, da pride noter. In še to mu jaz nič ne delam. Jaz mu dam recept, kako to on kuha zadaj. Jaz sem tako tisti dostavna pošta, dostavim material, in pole more še kuhati. Tako da jaz nisem fajn vsem. Ker tisti, ki iščejo ego variante, pa dobijo enega, wow, super mojstra, ta bo mene zrihtal. Tudi kako jaz, ko sem hotela slušati, pa sem mi rekel 5 na masažo. To bo, se pravi, ta recept mi ni všeč, on mi ni všeč, to bo treba stradati, to bo treba se odpovedati, tu moraš biti 12 ur brez jaz, tu ne smeš tega, tu ne smeš onga, tu moraš one grenke, pa za noč stvari, jaz, to ni zame. Pa sem mi rekel, veš, obstaja masaža, ki te pole pomaga shujšati. Takoj sem šla, plačala ful denarja, ampak delovalo ni. Se pravi, naš ego bi rad, da drugi delajo z nami. Pa pobližnci do cilja. In kdor misli, da bom jaz delala za njega, ne pozabe, ker jaz sem tlele najmanj primeren, jaz dostavim surovo hrano. In bolje treba sam delati. Hvala lepa, Aleksandra Winkler-Drole. Lahko kar še usedeš, so še kaj pomenile, pa da se pripraviš na Facebook Live. Ja. Takole, jaz vam pa želim dober veter v tole jadro, da vas bo jadrnica pripeljala tja, kamor si najbolj želite. 21. oktobra 2019. godine ponovo dolazim u Ljubljanu. U
Sloveniji sam čest gost, međutim u Ljubljani nisam bio nekoliko godina. Mislim da je vrijeme da naši Slovenci u glavnom gradu Slovenije čuju novosti iz Bosanske doline piramide. 17.10. vas vabimo na brezplačni dogodek, namenjen predvsem bolnikom, onkološkim in drugim. Marija Ana Kolman bo govorila o naprednih pristopih združevanja medicine in fitoterapije. Ker je prvi vikend šamanizma in fitoterapije na Jezerskem razprodan, smo objavili dodaten termin od 25. do 27.10. Na Šenkovi domačiji na Jezerskem bo torej potekal vikend z Marijo Ano Kolman, šamanizem in fitomedicina. Ta skušnjava je predvsem zaradi tega, ker obstoja eno osnovno pravilo, da je osnova zdrave hrane so sveža mleta žita.